Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihajajo minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, državni sekretar dr. Damir Črnčec in načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Moralna vrednost enot se simbolično odraža v bojnih zastavah. V naslednjih trenutkih na prizorišču pričakujemo prihod bojne zastave poveljstva sil Slovenske vojske. Enote, vidno! Častni pozdrav! Dalje! Spoštovani, na prizorišče prihaja poveljnik sil Slovenske vojske, generalmajor Roman Urbanč. Enote, vidno! Pozdrav, dalje! Stop! Generalmajor Urbanč, poveljnik sil Slovenske vojske. Enote sil Slovenske vojske so postrojene ob današnji slovesnosti in pripravljene na vaš pregled ob zaključku niza vaj Preskok 2022. Poročam, brigadir Močnik. Pripadnice in pripadniki sil Slovenske vojske. Zakona! Za Slovenijo! In to! Zastavi, pozdrav! Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, člani odbora za obrambo Republike Slovenije,
državni sekretar dr. Damir Črnčec, načelnik generalštaba Slovenske vojske general major Robert Glavaš, zbor vojaških atašejev, predstavniki tujih oboroženih sil balkanske medicinske pobude, poveljniki, enotovni počastniki in pripadniki enot Slovenske vojske, cenjeni ostali visoki gostje, dobrodošli na slovesnosti ob zaključku niza vaj Preskok 22. Organizacija in izvedba niza vaj Preskok 22 je težiščna dejavnost kolektivnega usposabljanja sil Slovenske vojske v letu 2022, katerih namen je preveriti zmožnost delovanja vseh sil Slovenske vojske v sklopu nacionalne in kolektivne obrambe. Skozi niz vaj Preskok 22 so sile Slovenske vojske uspešno in učinkovito izvedle preverjanje ugotavljanja pripravljenosti doseganja končnih operativnih zmogljivosti kopenskega odreda za specialno delovanje, preverjanja UGP doseganja končnih operativnih zmogljivosti motorizirane čete za NRI, izvedle poveljniško štabno vajo na operativni ravni sil Slovenske vojske, združene taktične vaje rodov z bojnim streljanjem čete in predstavitve balkanskih zdravstvenih namenskih sil BMTF. V duhu vsega doseženega pred mikrofon vabim poveljnika sil Slovenske vojske in hkrati vodjo niza vaj Preskok 22, general majorja Romana Urbanča. General, prosim. Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, člani odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije, državni sekretar dr. Črnčec, načelnik generalštaba general major Glavaš, drugi visoki gostje, spoštovani moje pripadnice in cenjeni pripadniki. To je naša vojska, to so fantje in dekleta, ki bodo branili našo domovino, EU in zavezništvo. Jaz sem ponosen na njih, na vsakega posameznika, na duh, ki vlada v enotah in na dejstvo, da se ne vdajo kljub temu, da naše potrebe, aktivnosti in poslanstvo v družbi niso vedno podprte in razumljene. Tudi nam, vojakom, je mir temeljna vrednota, ker se marsikdaj komu zdi čudno, a živeti v miru in zagotavljanje miru je življenje, ki smo si ga kot vojaki izbrali. Naše osnovno poslanstvo je urjenje za oborožen boj. Na vajah se preverja odločnost in sposobnost naše vojske, njena pripravljenost za delovanje v vseh načinih, domenah in dimenzijah ter njene potrebe, tudi pomanjkljivosti, popolnim zmoštvom, opremo in sodobnimi oborožitvenimi sistemi ter seveda povezljivost z našimi zavezniki in partnerskimi državami. Po prikazanem danes in po spremljanju vseh 40 dni vaj lahko z zagotovostjo trdim, da je stanje v silah Slovenske vojske dobro. Mene je niz vaj Preskok 22 navdušil. Prepričali ste me in pokazali celotni Sloveniji in mednarodnemu okolju, da ste sila, ki dosega izjemne uspehe, kar pa je najpomembneje. Ves čas učinkovito prispevate k udejanjanju našega poslanstva. In še nekaj ste dokazali, da ste odgovorni Slovenke in Slovenci, ki s svojim odnosom do ohranitve miru, narave, varnosti in sočloveka prispevate k bolj varni prihodnosti. Najpomembnejše naloge Slovenske vojske so zagotavljanje pripravljenosti za vojaško obrambo države, izvrševanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela z včlanitvijo v mednarodne organizacije, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ter pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. To vse moramo zagotavljati in ocenjujem, da zaenkrat to tudi uspemo narediti. A to ne bo dovolj. Za odzivanje na sedanje in prehodne grožnje in izzive potrebujemo sodobne oborožitvene sisteme, zmogljivosti za delovanje v vseh domenah, mlad, zdrav, motiviran kader, ki bo lahko kos novim izzivom, ki jih prenaša seveda to sodobno varnostno okolje. Le na ta način bomo lahko tudi v prihodnje opravljali svoje ključne naloge in računamo, da bodo vojaški nasveti in naše potrebe za doseganje standardov naletele tudi na podporo pri naših odločevalcih. Stanje v silah Slovenske vojske je odraz širše družbe,
njenega zavedanja o nacionalno-varnostnih tveganjih, grožnjah varnosti in pomembnosti ter sprejetosti vojske že v miru, ker je kasneje lahko pozno. Pomemben je celotni obrambni sistem ter pripravljenost družbe za vlaganje v vojaške zmogljivosti. Prepričan sem, da naše delo, naša pomoč družbi v vseh kriznih situacijah in današnji prikaz izurjenosti priča o tem, da smo organizacija, v katero je strateško modro, varnostno nujno in družbeno koristno vlagati in zagotavljati vire in splošno podporo. Ne poznam države v Evropski uniji in zavezništvu, v kateri bi njeni državljani imeli odklonilen odnos do nacionalne vojske, temveč ravno obratno. Tudi v slovenski družbi smo še vedno kredibilen partner. Za kredibilnost v zavezništvu pa se bomo malo še potrudili. Na nas tukaj zbranih je odgovornost, da našim državljanom in državljankam, zaveznikom, partnerjem ter pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske omogočimo to tudi v prihodnje. Spoštovane soborke in soborci, zahvaljujem se vam za vašo predanost, prikazano znanje, veščine, integriteto, za vaš trud in seveda predvsem za vaše odrekanje. Skupaj smo močnejši. Srečno sile! Poveljnik, hvala lepa. Člani orkestra Slovenske vojske nam bodo za to posebno priložnost zaigrali vsem nam dobro znano melodijo. Hvala orkestru Slovenske vojske. Kot je v svojem nagovoru poudaril poveljnik sil Slovenske vojske, so bile določene vaje iz niza vaj Preskok 22 izvedene z mednarodno udeležbo, nekatere tudi v tujini. S tem je Slovenska vojska pustila viden in odločen odtis delovanja tudi v sklopu NATO zavezništva, s katerim je vidno okrepila mednarodno prepoznavnost, zaupanje in kredibilnost Slovenske vojske. 18 let uspešnega sodelovanja Slovenske vojske v NATO zavezništvu preko mednarodnih vaj in usposabljanj, ki jih je Republika Slovenija tudi organizirala in vodila, ter nadvse uspešno tudi izpeljala preko Slovenske vojske, kaže na najvišjo stopnjo motiviranosti, ponosa in pripadnosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske svoji domovini. Pred mikrofon sedaj vabim današnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Gospod minister, prosim, izvolite. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani visoki gostje, danes se nahajamo na zaključku izjemno kompleksne vaje, ki je potekala tako v tujini kot doma, kjer so bili preizkušeni vsi načini bojevanja. Vaja je pokazala, da je Slovenska vojska sposobna ne samo braniti svojo domovino, ampak je sposobna tudi delovati znotraj zavezništva. Kadarkoli se srečujemo na takšnih prireditvah,
velikokrat slišimo, da naj se odločevalci zavedajo svoje vloge. Mi, kot politični odločevalci, se je seveda zavedamo. Naj povem, da je že letošnji rebalans dvignil sredstva za Slovensko vojsko, povečali smo jih za 40 milijonov, potem naj povem, da bo naslednje leto delež, obrambni delež v procentu GDP-ja oziroma bruto domačega proizvoda znašal 1,37% in v naslednjem letu 1,44%, kar je seveda še vedno pod tistim, kar zahteva NATO, a za Slovensko vojsko bistveno več, kot je to bilo doslej. Politični odločevalci bomo svojo nalogo naredili, vendar nikoli in nikdar ne pristajam na sintagmo mi, vi, oni. Vsi skupaj smo mi. In tega se mora slovenski obrambni sistem in sistem zaščite in reševanja ter slovenske politike še kako zavedati. Ni vse samo v denarju, v opremi in v drugih problemih, ki jih imamo vsak dan, ampak vsi skupaj potrebujemo zavedanje, da smo eno. Vsi smo državljanke in državljani Republike Slovenije in vsi si želimo, da bi Republika Slovenija trajno živela v miru. A vendar se moramo tudi zavedati, da je mir krhka dobrina in da je zgodovina človeštva zgodovina vojn, ne zgodovina miru. To nam kaže zgodovina in ne nazadnje nam kažejo dogodki v Ukrajini iz dneva v dan. Ko se ne upoštevajo konvencije, ko se ne upošteva vrednosti človeškega življenja in ko se ne upošteva pravice drugega naroda do življenja, tako kot si sam želi, ampak naj bi živel po nekih začrtanih poteh iz tujine, tokrat iz Moskve. Zato si bom kot minister za obrambo prizadeval, da bodo vsi sistemi, ki sodijo pod Ministrstvo za obrambo, to je Slovenska vojska, to je sistem zaščite in reševanja, da bosta oba sistema delovala kot eno, zlasti tudi v naravnih nesrečah ali v požarih. Poleti smo doživeli najhujši požar v zgodovini Republike Slovenije v naravnem okolju in tudi tam se je Slovenska vojska odrezala odlično. Seveda mora biti v bodoče to sistem, da je Slovenska vojska aktivirana že takoj. Ne da se ji dela krivica in se je ne aktivira strani zaščite in reševanja in potem Slovenska vojska posluša očitke, kako je dobro plačana za to, da sedi v kasarnah. Ta čas je minil. Slovenski vojski se je s tem v preteklosti naredilo veliko krivice, vendar bomo to popravili in to že popravljamo, kajti tako kot Slovenska vojska opravlja svojo vlogo v urjenju za vojno, za spopade, kar je njeno osnovno poslanstvo, tako je tudi vedno pripravljena pomagati ljudem v stiski. Prebivalke in prebivalci Slovenije so lahko mirni in pomirjeni, kajti Slovenska vojska bo vedno opravila svojo vlogo, kjerkoli bo to potrebno, in to je bilo letos dvakrat. Tako kot sem rekel, v požaru na Krasu in potem v poplavah na jugu Slovenije. Obe nalogi sta bili opravljeni odlično. In zato si bom trudil tudi izboljšati celoten sistem. Zato, da bomo prenehali, kot sem rekel prej, govoriti mi, vi, oni. Vsi skupaj za Slovenijo, vsi skupaj za napredek in vsi skupaj za razvoj. Ne zato, ker NATO tako pravi, ampak zato, ker smo odgovorni, ker vemo, kakšna je naša vloga in ker ima Slovenija dolgo vojaško tradicijo. Spomnimo se samo Rudolfa Maistra.
prvi slovenski general nam daje svetav zgled in zato se moramo truditi, da bi nadaljevali to tradicijo in da nam nikoli ne bo nerodno povedati, da imamo slovensko vojsko, da si želimo opremljeno slovensko vojsko in da mora tudi slovenska vojska in slovenski narod, da morata dihati kot eno in da sta eno. Le tako bomo dosegli pripravljenost in le tako bomo prišli tja, kamor si želimo, tudi do opremljenosti in pa seveda tudi do kadrov. Kajti kadri so ključni, kadri so tisti, ki lahko zagotovijo operativnost. Nobena tehnika ne pomaga, če nimamo usposobljenega in motiviranega kadra. In tudi tukaj imamo še veliko nalog pred seboj in jih bomo tudi začeli realizirati. Zato, spoštovane pripadnice in pripadniki, povsod, kjer ste, v Latviji, na Slovaškem, na Zahodnem Balkanu, v Afriki in še kje, vsem vam želim, da ne bi nikoli obupali na svoji poti, da se ne bi nikoli spraševali, ali je vaše delo cenjeno in za koga delate. Vaše delo je cenjeno in bo cenjeno tudi v bodoče, delamo pa vsi skupaj za Slovenijo. Hvala. Gospod minister, hvala lepa. Povišanje v činu je v življenju vojaka pomemben trenutek, je nagrada za predhodno delo, profesionalen odnos, kompetence, veščine in vrednote. Povišanje v najvišji častniški čin boste izvedla minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, in načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Enote mirno. Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o obrambi Uradni list Republike Slovenije 103/04, uradno prečiščeno besedilo številka 138/04, sklep 53/2005, sklep 96/12, spis do 95/15 in 9. ter 11. člena uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, Uradni list Republike Slovenije, številka 99/02, 87/05, 34/06, 116/7, 39/15 in 73/19 izdajam odredbo o povišanju častnikov. V čin brigadirja se poviša Boštjan Baš. Marjan Šarec, minister. Na mestu, prosto. Polkovnik Boštjan Baš, prosim, če stopite naprej. Brigadir Boštjan Baš je v Slovenski vojski zaposlen od 1. oktobra 1999. V svoji vojaški karieri je opravljal poveljniške dolžnosti na taktični ravni v silah Slovenske vojske in v vojaškem šolstvu od poveljnika voda, čete, poveljnika bataljona, poveljnika polka, poveljnika šole za častnike in namestnika poveljnika 72. brigade. 1. januarja 2021 je bil imenovan za poveljnika 72. brigade Slovenske vojske. Zaključil je znanstveni magisterij na Fakulteti za družbene vede in strokovni magisterij na National University of Ireland. Poleg številnih opravljenih funkcionalnih in kariernih vojaških izobraževanj ter usposabljanj doma in v tujini, je potrebno izpostaviti njegovo uspešno zaključeno generalštabno šolanje na Senior Command and Staff Course na Irskem. Mednarodne izkušnje je pridobival na različnih poveljniških in štabnih dolžnostih. V okviru sodelovanja na misijah je tako leta 2003 opravljal dolžnost poveljnika čete na misiji SFOR v Bosni in Hercegovini, leta 2007 dolžnost vojaškega asistenta namestnika poveljnika MNTF West na misiji KFOR na Kosovo in leta 2014 dolžnost namestnika poveljnika mednarodne bojne skupine Zahod ter hkrati dolžnost poveljnika slovenskega kontingenta na misiji KFOR na Kosovo.
V vojaškem kolektivu je prepoznan kot odličen poveljnik in motivator. Odločno zasleduje visoke vojaške standarde in osebni moto ni popuščanja, obenem pa ga odlikuje visok nivo empatije. Pri svojem delu gradi in neguje dobre odnose v kolektivu, deluje z neposrednim pristopom ter svojim znanjem in izkušnjami tvorno prispeva k ugledu in razvoju Slovenske vojske. Brigadir Boštjan Baš je prejemnik več domačih in tujih priznanj, med njimi srebrne medalje generala Maistra in srebrne medalje Slovenske vojske. Ženo Mojco in sinovoma Sebastianom in Urbanom živi v Celju. Svoj prosti čas posveča družini, športu in fotografiji. Prosim ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca in načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Roberta Glavaša, da izvedeta povišanje. Enote, mirno! Na mestu, odmor, na mestu, prosto. Iskrene čestitke novemu brigadirju in hvala lepa ministru za obrambo in načelniku generalštaba Slovenske vojske. Sledi himna Slovenske vojske. Enote, mirno! Stari, zdrav! Z prizorišča odhaja bojna zastava poveljstva sil Slovenske vojske. Enote, mirno! Častni pozdrav. Nadej! Snap! Na mesto, prosto. Vsi zbrani, s tem je uradni del današnje slovesnosti zaključen. Z odra odhajajo minister za obrambo Republike Slovenije in cenjeni gostje. Enote, mirno, zadko od gostov. Zdrav!